V upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo je bil leta 1992 ustanovljen izobraževalni center za zaščito in reševanje. Deluje od decembra 1994. Center je namenjen usposabljanju pripadnikov civilne zaščite, gasilcem, članom reševalnih služb in organizacij, pripadnikom Slovenske vojske in policije ter drugih, ki so predvideni za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Center organizira tudi mednarodna usposabljanja. Svoje znanje in izkušnje izmenjuje s podobnimi centri v tujini. Usposabljanje poteka tudi v enotah centra v Sežani, Logatcu in Pekrah, glede na zahteve programov pa tudi zunaj centra in njegovih enot. Izobraževalni center je na Igu, na obrobju Ljubljanskega barja in od Ljubljane oddaljen 15 km. Bližina glavnega mesta Slovenije, bogata naravna in kulturna dediščina okolice, Barje s svojim posebnim ekosistemom, gozdovi Krimske planote in v bližini odkrita kolišča, ki izvirajo iz obdobja od konca neolitika do starejše bronaste dobe, dajejo lokaciji posebno vrednost, obiskovalcem centra pa zagotavljajo odlične možnosti za usposabljanje in preživljanje prostega časa. Bivalni objekti, učilnice in vadbeni poligoni so postavljeni na več kot 7 hektarjih površine. Na recepciji obiskovalci centra dobijo vse potrebne podatke. Udeležencem večdnevnih tečajev so dodeljeni prostori za bivanje. Na voljo je 40 dvoposteljnih sob v osrednjem objektu in 6 pomožnih sob s 17 ležišči v pomožnem objektu. Poskrbljeno je tudi za prehrano. V kuhinji lahko za udeležence usposabljanj, goste in zaposlene pripravijo do 300 obrokov. V osrednjem objektu so predavalnice in auditorij, ki je svojo arhitekturno zasnovo primeren za organizacijo posvetov za večje skupine, tudi do 130 udeležencev, ali za manjša delovna srečanja. V 13 klasičnih učilnicah, v katerih je prostora za 20 do 40 udeležencev in v nekaj prostorih za delo v manjših skupinah, izvajamo okrog 100 programov, pri katerih sodelujejo uslužbenci Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter več kot 100 zunanjih predavateljev in inštruktorjev. Usposabljanja trajajo od nekaj ur ali dni do nekaj tednov. Večina programov je krajših, od 1 do 3 dni, saj tudi udeležencem bolj ustreza, da pridejo večkrat za krajši čas. Najdaljši je program za pridobitev poklica gasilec, ki traja 6 mesecev. Usposabljanje temelji predvsem na aktivnosti udeležencev, tako da je vključenih veliko praktičnih vaj, simulacij nesreč, dela v skupinah, študij primerov in drugih aktivnih učnih metod. Obvezne teoretične vsebine se prenašajo v e-učilnice in klasično učno gradivo. Usposabljanju posebnih ciljnih skupin so namenjene učilnice s posebno opremo, kot sta na primer kemijska učilnica in štabna soba. Štabna soba je opremljena z osebnimi računalniki, povezanimi v lokalno računalniško mrežo in drugo opremo, ki omogoča simulacije in usposabljanje za delo z aplikacijami, namenjenimi na področju zaščite in reševanja. Center je primerno opremljen tudi za organizacijo mednarodnih usposabljanj. Vsako leto je nekaj mednarodnih tečajev s slovenskimi in tujimi predavatelji, namenjenih domači in tuji strokovni javnosti.
Poligonski del obsega več kot polovico vseh površin. Vadbeni objekti so narejeni za prikaz razmer ob različnih nesrečah, s čimer se skušajo zagotoviti čim bolj stvarne razmere za usposabljanje. Največ objektov je namenjenih usposabljanju gasilcev. Udeleženci se usposabljajo z opremo in specialnimi tehničnimi vozili za gašenje in posredovanje ob najrazličnejših nesrečah, ki so v uporabi v Sloveniji. Telovadnica in trimski kabinet sta namenjena vzdrževanju kondicije, ki je ob vse zahtevnejšem operativnem delu nujen sestavni del vsakega usposabljanja. Dihalni aparat omogoča delo in zagotavlja preživetje v oteženih razmerah. Pravilne uporabe se tečajniki naučijo na stezi, ki jo je mogoče z ovirami različno oblikovati, simulirati dim, ogenj in hrup. Inštruktorji upravljajo stezo iz nadzorne sobe in dogajanje na monitorjih spremljajo prek toplotnih kamer. V sosednjem prostoru so orodja, na katerih se preverijo telesne zmogljivosti uporabnikov pri osnovnih ergonomskih vajah z uporabo dihalnega aparata. V dimni hiši se naučijo gibanja in orientacije v zadimljenih prostorih. Objekti na poligonu omogočajo praktično usposabljanje gasilcev v čim bolj stvarnih razmerah. Spopadanje z ognjem je uspešnejše ob dobrem poznavanju zakonitosti, s katerimi se najprej seznanijo na maketah, pozneje pa pridobljeno znanje dopolnijo in preizkusijo v objektih. Razmere v prostorih so enake kot pri pravih požarih, ko so ogrožena življenja, zato je zagotavljanje varnosti zelo pomembno. V požarni hiši je s simulatorji dima mogoče ustvariti razmere, kakršne nastanejo v goreči hiši. Objekt je primeren tudi za klasične vaje prezračevanja s podtlačnimi ali nadtlačnimi napravami. V veliki plinski požarni hiši je mogoče opraviti tudi najbolj zahtevne in nevarne vaje gašenja notranjih požarov. Posredovanje v predorih zahteva dodatno znanje in postopke. V vadbenem predoru je mogoče izvesti različne vaje za ukrepanje ob požarih, prometnih nesrečah ali nesrečah z nevarnimi snovmi, ter jih prilagoditi potrebam gasilcev, ki rešujejo v predorih ali pred njimi. Pri gašenju požarov v naravnem okolju se gasilci poleg klasičnih metod naučijo tudi pravilnega in varnega gibanja v zrakoplovu, ki sodeluje pri gašenju in v njem. V visokih objektih je dostop do požara otežen. Urjenju gašenja v visokih zgradbah je namenjen stolp, v katerem gasilci z ustrezno opremo vadijo osnovne postopke posredovanja. Stolp, visok 15 metrov, in visoka ruševina sta namenjena tudi urjenju reševanja z višin. Gasilci in pripadniki drugih enot ter organizacij se naučijo pravilno uporabljati vrvno tehniko in postopke reševanja. Ruševinski poligon se uporablja za usposabljanje tehničnih reševalcev, geofonistov in drugih pripadnikov civilne zaščite. Ruševine so primerne za preizkušanje opreme in vajo odkrivanja ponesrečencev pod ruševinami.
Na poligonu za uprizoritev prometnih nesreč se gasilci usposabljajo za reševanje ob nesrečah na cestah z osebnimi vozili ter ob posebno zahtevnih prometnih nesrečah s tovornimi vozili in avtobusi. Postopki pri urjenju so usmerjeni predvsem v to, da se čim primerneje pomaga ponesrečencu in da je hkrati zagotovljena čim višja stopnja prometne in požarne varnosti. Za urjenje se uporablja sodobna hidravlična in pnevmatska oprema, ki zagotavlja hitro in ustrezno posredovanje. Postopki se nenehno prilagajajo hitremu razvoju vozil in njihovim posebnostim. Pri nesrečah z nevarnimi snovmi je poleg fizične zahtevnosti pomembno tudi znanje. Gasilci se usposabljajo za pravilno prepoznavanje nevarnih snovi, izbiro ustrezne stopnje zaščite in pravilen taktični pristop glede na vrsto in stopnjo nesreče ter vremenske razmere. Posredovanje reševalcev pri reševanju na bolj ali manj dostopnih terenih zahteva posebne spretnosti in opremo. Pomembno je, da se udeleženci tega naučijo že na urjenju. Pravilna oskrba, priprava in prenos so dejavniki, ki vplivajo na uspešno reševanje. Center organizira tudi različne oblike usposabljanja za reševanje iz vode. Organiziranje usposabljanj za reševanje v gorah je zaradi različnih skupin uporabnikov zelo zahtevno. Reševalci, letalci in zdravniki reševalci se usposabljajo za reševanje z uporabo helikopterja. Ruševinski poligon ponuja dobre razmere za urjenje kinologov in njihovih spremljevalcev, ki so pomemben del sistema zaščite in reševanja. Naravni bajer in 10x15 metrov velik ter 4,5 metra globok pokrit in ogrevan bazen sta namenjena usposabljanju za reševanje na vodi in iz nje. V stenah bazena so okna za opazovanje dejavnosti pod vodo. Pripadnikom enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so namenjene učilnice, opremljene s posebnimi učnimi pripomočki. Teoretično znanje udeleženci utrdijo v 2 kabinetih, v katerih pri pouku uporabljajo eksponate, ki so enaki kot sredstva, s katerimi bodo po uspešno končanem usposabljanju delali v praksi. Zaradi zahtev po posebnih oblikah usposabljanja in povečanju pripravljenosti za nekatere vrste nesreč so bile ustanovljene posebne enote izobraževalnega centra. Enota v Sežani je namenjena usposabljanju gasilcev in njihovi nastanitvi v času povečane požarne ogroženosti ali ob požaru v naravi na Krasu. V enoti se usposabljajo tudi jamarji in drugi reševalci. Enota v Pekrah pri Mariboru je namenjena usposabljanju prostovoljnih gasilcev in teoretičnemu usposabljanju drugih ciljnih skupin v severovzhodni Sloveniji. Objekti enote v Logatcu so predvideni za nastanitev evakuiranih prebivalcev ob večjih nesrečah in usposabljanju enot za tehnično reševanje ter iskanje pogrešanih v ruševinah. Dejavnost centra je zanimiva za različne domače in tuje delegacije, otroke in mladino. Odlične priložnosti za spoznavanje njegovega dela so organizirani ogledi in ogled zaključne vaje nove generacije gasilcev, ko ti na več delovnih točkah prikažejo pridobljeno znanje in usposobljenost. Center strokovnim kadrom, objekti in opremo omogoča kakovostno usposabljanje vseh, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.